Rok je v terapevtski komuni prvi odgovoren za hišo. Za njim je že en zaključen program komune v Italiji, tja je prišel, ko je bil star 20 let. Življenje mu je kar nekaj let po zdravljenju odvisnosti od prepovedanih drog lepo teklo. Pred 3 leti pa ga je premamil alkohol. Vsi mislimo, alkohol je v redu, alkohol je sprejemljiv, je glih obratno. Ne? Ker če si ti človek odvisnik po duši, je za nas vsaka substanca ne bi smelo biti. Kaj pomeni odgovornost in čemu služi, se je naučil v komuni, pa ni edini. Večina, kot pravi, prihaja iz okolja, kjer ni bilo prave vzgoje, kjer ni bilo reda, discipline, kjer je bila odgovornost španska vas. Fant, ki vstopi v komuno, naprimer, začne začistiti stopnice, čistiti pajčevine, čistiti okna in s tem se pač počasi nekako začne rastiti, da čuti neko odgovornost. Komuna Dom Pirina temelji na osnovnih vrednotah, bi rekel staremu kmečkemu življenju, se pravi odgovornost, red, disciplina in s tem tudi postavljanje meja samemu sebi, da ko enkrat to usvojiš v komuni, da boš znal si tako tudi sam živeti zunaj. Najtežje je stopiti svoje kože, pravi Jasmin, ki ima za seboj že dobre 2 leti in pol programa. Ni lahko, se pa da. Fantje so mi pomagali, so me bodrili, so mi dali nasvete. Sam sem si želel trudu in vztrajal v komuni, pač do danes. Ne. Tako je šlo, ne. Bilo je pa težko in naporno. Delo pa ne poteka le z uporabniki v komuni. Posebna pozornost je namenjena svojcem, ki podobno pot prehodijo zunaj komune. Učijo se eni in drugi, da lahko vsi skupaj zaživijo v sožitju. Je pa dejstvo, da so vedno mlajši so uporabniki, vedno teže z njimi delati, ker so te, se pravi, med navednicami lahke droge, ki pa so ena mešanca kemije in to zelo vpliva na možgane, sploh ko si mlajši, ko odraščaš. Pot iz odvisnosti je danes drugačna, kot je bila včasih. Zato pa imamo tudi zdaj novo obliko programa, se kliče pač za dvojne diagnoze, ki je v Sostrem, kjer je poleg raznih odvisnosti zraven še so razne psihične problemi, psihične bolezni. Fantje v komuni nimajo veliko počitka. Vsak je zadolžen za določeno delo, skrbijo za natančnost in točnost. Imajo tudi prosti čas, ki se ga učijo čim bolje izkoristiti. Luksus pomeni zanje večer, namenjen filmu ali telovadba na orodjih. 2-krat na mesec si privoščijo pico, ob rojstnem dnevu pa palačinke.